Dober dan, dobrodošla na ladjico. Izvoli. Dober dan, dobrodošla. Evo, izvolite, gledajte. Dežnike. A je ta ladjica cela narejena iz lesa? Narejena iz lesa, v glavnem je iz macesna narejena. Samo te trdi deli, se pravi robovi, stopnice so pa iz hrasta. A vozite tudi, ko dežuje, kot kaj danes? Ja, vozimo vsak dan, ne glede na dež. Pač, ko dežuje malo manj ljudi, vozimo skupine, ki so najavljeni, pa tudi take posamezne turiste, ki se oglasijo tudi po dežju. Ali po snegu tudi smo že vozili. December nam je nekje in začetek januarja je glavna sezona celo, takrat nekje največ vozimo, vozimo pa v glavnem samo po noči. Takrat je Ljubljana zelo lepo okrašena. Kako dolga je pa pot z ladjico? Najkrajša tura je decembrska, zimska, je samo polurna vožnja. Normalna vožnja nekje 45 minut. Gre se gor do Livade, od gostilne Livada še malo naprej, zopet nazaj, center mesta, vsi mostovi in zopet nazaj v Luko. Kako pa poteka promet po Ljubljanici, da se ladje na primer ne zaletijo? Ja, obstajajo pravila, se pravi vozimo po pravilih, vsi kapitani imajo tudi narejene izpite za vožnjo ladjice, vozi se po desni strani. Največji problem so mogoče ta mali čolni, to so kakšni supi, ko pridejo taki turisti gor, ki nimajo nobenega znanja o vožnji, pol pa kakšni kajaki, kanuje, oni so malo nevarni, ker še sami ne vejo, na katero smer morajo voziti, levo, desno, tako da mi pravzaprav pazimo na njih, ampak v principu kakšnih nesrečev nečesa ni. A danes, ko je mraz, lahko uporabimo te dekice? Ja, seveda, dekice imamo v principu zdaj mrzli čas, ki je tam okrog decembra. Žal je pa, evo, to leto imamo kar nekaj mraza tudi zdajle. Odkud pa sploh prihajajo vsi turisti? Največ turistov je normalno iz Evrope, se pravi vse evropske države, te nama najbliže, Italija, Avstrija, Nemčija, pol pa imamo pa teoretično skoraj cel svet. Koliko ljudi pa gre lahko na to ladjico? 48 oseb, to je uradno registrirana, plus 2 pomožna sedeža, to so pri kapitanu, levo, desno za vodnike, ki vodijo skupine. Ali vi ste kapitan ladje? Ja, jaz sem kapitan te ladjice Ljubljanica. Kaj pa sploh pomenijo te napravice, ki so tukaj? To so obratomeri, koliko kilometrov prevozimo, koliko na uro gremo, koliko imamo močne baterije, elektrika in koliko goriva porabimo. Koliko hitro pa sploh gre ta ladjica? Na reki Ljubljanici je omejitev 8 km. Na kaj pa sploh vozite, na bencin ali elektriko? Vozimo na bencin. Zakaj pa ta zvonček tukaj? To uporabljamo pa za štart ladjice. A to ladjico moramo zdaj odvezati? Ja, ko zdaj boš videl, zdaj bomo odvezali in pomembno je, da se ladjica močno porine od obale, da lahko kapitan pol štarta. A smo zdaj že pripravljeni za štart? Ja, pa smo jaka. Se že premikamo. To gre pa hiter. A sem lahko jaz dan sodnik? Seveda, Jaka, evo izvoli mikrofon. Bližamo se stari Ljubljani in na levi in na desni so Prečnikove stopnice. Tukaj pred nami je špica ena najlepših ljubljanskih plaž. Čeprav je danes deževen dan, je lahko vožnja tudi lepa. Iz ladje pa lahko Ljubljano vidimo čisto drugače. Če pogledate gor, boste videli Prečnikovo Tromostovje. Tromostovje unana. Vredno, zdaj je varno, lahko malo probata. Zoja, če si malo probala? Bravo, Zoja, tudi tebi gre odlično. To pa ni tako kot pri avtu, da bi lahko volan prehitro obrnil. Ja, res je, na reki se dogaja vse bolj počasi. Hvala za ogled in se vidimo spet prihodnjič.